Pozdravljeni, moje ime je Tanja Bohl, sem odvetnica in direktorica odvetniške pisarne Bohl. Naša odvetniška pisarna je specializirana za področje delovnega prava. Zato, če vas zanimajo odgovori na najbolj pogosta vprašanja v zvezi z delom od doma, si poglejte naslednji video. V praksi je potrebno ločiti dve situaciji. Imamo najprej situacijo, ko delavec in delodajalec skleneta posebno pogodbo o zaposlitvi, v kateri uredita možnost opravljanja dela od doma. V tem primeru se seveda delavec z opravljanjem dela od doma strinja, ker pogodbo o zaposlitvi podpiše. Tukaj se lahko dogovorita bodisi, da se delo opravlja izključno in samo od doma, bodisi, da se delo v neki določenem obsegu opravlja od doma. Po drugi strani pa je treba v praksi ločiti situacijo, ko bo delodajalec delavcu v skladu s 169. členom ZDR-ja enostransko odredil opravljanje dela na domu. Tako kot lahko delodajalec v praksi delavcu začasno odredi opravljanje nekega drugega dela, torej dela izven njegove pogodbe o zaposlitvi, tako ima delodajalec v izjemnih situacijah in izjemnih okoliščinah seveda možnost po 169. členu odrediti tudi opravljanje dela na drugem kraju. V tem konkretnem primeru bo to opravljanje dela od doma. Z takim opravljanjem, torej z opravljanjem dela na domu na podlagi te enostranske odreditve, pa se seveda delavec ne rabi strinjati. Zaradi tega, ker ne gre za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za opravljanje dela od doma, pač pa gre za neko izjemno enostransko odreditev s strani delodajalca, ki jo je delavec dolžan sprejeti in tudi izvršiti.